Ja, torej, že od septembra poteka priprava, oziroma je tudi prišel na dan osnutek nove gradbene zakonodaje, ki pokriva 3 zakone, to se pravi Zakon o graditvi objektov se preimenuje Gradbeni zakon, Zakon o pooblaščenih arhitektih, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki je nov, in pa tudi Zakon o umeščanju v prostor, kjer se modificira star zakon. Torej, že v samem začetku je bilo rečeno, da gre najprej za osnutke, pa čisto za začetne osnutke, no in v začetku tudi nismo bili preveč pozorni na to vse skupaj, vendar se je potem pokazalo, da bo ta osnutek kar prevladal in zato smo mi se na zbornici, samostojno povezano z tudi našimi inženirsko zbornico za inženiring in zbornico za svetovalni inženiring, povezali in ti zakon decembra zavrnili. Poslali smo ministrici pismo in povedali, da se ne strinjamo z njim, da so tveganja sprememb tako velika, da ne vemo, kako bo gradbena panoga lahko še pod takimi pogoji poslovala, da gre tukaj za uveljavljanje izrazito ozkega poklicnega interesa, ki je pred celotno panogo, postavljen pred celotno panogo gradbeništva. Ta interes je vrednostno v verigi gradbeništva ocenjen s cirka 3%. In zato smo dejali, da je treba spremeniti predlog oziroma da je treba tudi pravzaprav narediti analize, kaj narobe z dosedanjo zakonodajo. Vemo pa, da gradbeništvo je v težkem položaju, vemo, da je cel kup težav vezano na poslovanje te panoge, ki jih pa ta zakonodaja, ki pa vendarle smatramo za ključno in krovno za gradbeništvo, ne naslavlja. Torej, zato smo v sodelovanju v okviru Zbora za gradbeništvo ves čas promovirali idejo, da je treba tukaj narediti nekaj, da je treba zadeve spraviti v normalne okvire, vendar pa zakonodajalec se tukaj ni odzival. Sestavljena je bila neka delovna skupina, na katere ni bila formalno čisto določena, kdo v njej sodeluje in ne vemo točno, kakšni bodo njeni učinki. Zato smo po premisleku prejšnji teden le rekli, da je treba zadeve vendarle zaustaviti, da je treba problematiko gradbeništva nasloviti na višji nivo, da je treba vključiti vsa pristojna ministrstva, ki to panogo pokrivajo, da bomo omogočili, da bo ta panoga res normalno delovala. Namreč v panogi, ki je zahtevna, obenem pa tudi zelo velika, zaposluje cirka 55.000 zaposlenih, so tveganja za delovanje vseh udeležencev izjemno visoka in želeli smo, da zakon prispeva k temu, da se ta tveganja zmanjšajo, da bodo podjetja lahko normalno poslovala, zaposleni imeli bolj stabilne službe, kajti v gradbeništvu ugotavljamo, da je povprečna življenjska doba gradbenega podjetja gledano statistično v Sloveniji samo 7 let. Po težavah, ki jih imajo z našimi podjetji, smo že poznali tudi v tujini in verjeli smo, da bo zakonodajalec oziroma pripravljalec zakonodaje vendarle vse to upošteval, pa se to ni zgodilo. Zato smo prejšnji teden šli v zbiranje podpisov podjetij z področja izvajalcev gradbeništva, inženiringa in pa svetovalnega inženiringa, kjer želimo vendarle tudi vladni strani pokazati, da pravzaprav temu nasprotuje celotna stroka. Tudi v okviru Zbora za gradbeništvo, ki sestavlja 13 asociacij in pa torej vezanih na gradbeništvo, pa tudi fakultete, inštitute, pravzaprav razen strani arhitektov ni bilo temu zakonu nobene podpore. Zato smo smatrali, da je treba ukrepati in do danes smo zbrali že cirka 130 podpisov. Podjetja skupaj, v katerih je zaposlenih cirka 7.000 ljudi in ta proces poteka naprej z namenom, da pač dokažemo, da gre tukaj za neupoštevanje stroke, podjetij, znanja, ki je tukaj akumulirano in da tak predlog vodi, pravzaprav pa ta osnutek vodi samo v neko parcialno reševanje problemov panoge, ki na koncu tudi tistim, ki mogoče vidijo tukaj nek napredek zase, ne bo prineslo veliko oziroma nič. To je zgodba, ki jo tukaj opažamo, zato smo pač naslovili na predsednika vlade pismo, kjer želimo, da se ta proces ustavi in še enkrat premisli in vključi vse tiste, ki lahko pripomorejo k boljši rešitvi za slovensko gradbeništvo.